10. aprila občina Bled praznuje svoj praznik. Na ta dan vsako leto poteka občinska proslava. Letos Bled praznuje že svojo 1013. obletnico, župan in občina pa sta ob tem dogodku društvom ter posameznikom podelila občinska priznanja. Te predragence predlagajo društva, posamezniki in jih potrdi tudi občinska komisija za imenovanja, volitve in kadrovske zadeve. Potem so pa še nagrajenci, ki jih lahko ene redkih pravic, ki jih župan imajo, pa ta, da komu posebej podeli. Letos imamo dva indijska veleposlanika, ki se izjemen trud za dobre odnose med Slovenijo in Indijo in več prireditev še sem pripeljal. In Kindermal šole, otroško šolo slikanja s pobratin občine Vrba na Koroškem. I found it very easy, Slovenia very receptive to various aspects of the culture of India. And the more important reason is to be able to present to the new generation of Slovenia the culture and the reasons why we have been friends. Županovo priznanje pa gre tudi otroški šoli slikanja iz Vrbe na Koroškem. Gre namreč za lep primer sodelovanja pobratenih občin. It comes because Bled, commune of Bled and our Felden have made somehow brotherhood, and we have this children painting class about 10 years ago. And we thought that even the Bled children should also have fun in painting. Leta 1004 je cesar Henrik II. Briksenškemu škofu Albinu podaril Bled z ozemljem med obema Savama. Ta dogodek občino Bled uvršča med eno izmed najstarejših občin v Sloveniji in je velika prelomnica v blejski zgodovini, saj je bil Bled prvič pisno omenjen v zgodovinskih virih. Letos so zlato plaketo prejeli Čebelarsko društvo Bled Gorje, Prostovoljno gasilsko društvo Selo pri Bledu, Osnovna šola Josipa Plemlja Bled in Oktet Lip Bled. To priznanje je velika nagrada za dosedanje delo kompletnega kolektiva in pa tudi nagrada za dve družini, ki sta med seboj povezani in se skupaj tvorno sodelujejo. Računajte, mi čebelarimo 600 do 700 panji, pokrivamo cel teritorij in v bistvu vprašujemo celo naravo v tej okolici. To je, mislim, da je velik zalogaj za čebele in pa tudi, da mi čebele probamo pripraviti do tega, da jih ohranimo. Priznanje veliko pomeni tudi Oktetu Lip Bled, ki je v 33 letih pevskega delovanja doprinesel veliko k prepoznavnosti občine. Pravzaprav je ta tradicija že od leta 1925, pevski zbori, zdaj Oktet 33 let in moram reči, da imamo v nadaljevanju mlado skupino, ki bo nadaljevala to tradicijo in to je, mislim, da je to smisel vsega. Za izobraževalno in vzgojno poslanstvo pa je plaketo v imenu Osnovne šole Josipa Plemlja Bled sprejela ravnateljica Nataša Ahačič. Ne moram vam povedati, kako smo veseli, zaradi tega, ker se mi trudimo vsak dan z najmlajšimi in nekako se nam zdi kar samo po sebi umevno, da to počnemo, ker je tako in tako naš poklic pravzaprav poslanstvo. In da te okolje opazi, to se nam pa res zdi tako priznanje, da je to nekaj neverjetnega. Posebno priznanje so letos namenili zlati maturantki gimnazije Bežigrad Petri Pibar. Kot častna gostja pa je nastopila tudi žena veleposlanika Rupa Čakravarti in kot pobudnica širjenja indijske kulture v Sloveniji obiskovalcem predstavila indijsko glasbo. Proslava je bila v pravem pomenu blejska. Big Band Bled je skupaj z Ivo Stanič zaigral Ko boš prišla na Bled in Bled naš lepi Bled. Oktet Lip Bled pa se je občini poklonil s tako imenovano blejsko himno Po jezeru.